Hello, moje ime je Jan in danes si bomo pogledali, kako odstranimo oblikovanje tabele nazaj v obseg podatkov. Tukaj v datoteki odstrani oblikovanje tabele imamo eno lepo tabelico, ki smo uporabljali v prejšnjih videih. In pa morda se zdaj sprašujete, ok, tabelo smo oblikovali, zakaj pri Bogu bi jo želeli preoblikovati nazaj v podatke? No, razlogov za to je lahko več. Če se postavimo v celico F1 in napišemo izračun, vidimo, da se samodejno prenese oblika tabele na sosednji stolpec. Včasih pa tega morda ne želimo. Prav tako, če vpišemo je enako in recimo vrednost prodaje delimo s številom prodanih izdelkov, pa nas zanima samo do sem, do zale. Do leta 2018-17 nas ne zanima več. Če kliknemo Enter, vidimo, da se nam celoten stolpec izračuna sam. In tudi tega včasih ne želimo. Pa damo razveljaviti z gumbkom Razveljavi. Zdaj, če vas te zadeve ne motijo, motijo pa vas tile gumbi tukaj, je zato druga rešitev. Pa na hitro pokažemo še, kako se rešimo teh gumbkov za filter. Postavimo se nekje znotraj območja tabele, gremo na zavihek Načrt in v skupini možnosti slogov tabele odkljukamo gumb filtra. Tako da, če vas tale gumb moti, ne motijo pa vas ostale funkcionalnosti tabele oziroma so vam celo všeč, ga preprosto izklopimo tukaj. Pa gremo nazaj na osnovno. Pa če označimo celotno tabelo in poskusimo morda z gumbkom počistiti oblike, vidimo sicer, da je počistil senčenje celic, vendar tabela je ostala še vedno oblikovana kot tabela. Pa razveljavimo to. Da popolnoma odstranimo tabelo, ne le samo po vizualni obliki, ampak tudi po funkcionalnosti, se postavimo nekje v tabelo, gremo pod zavihek Načrt in v skupini Orodja imamo gumb Pretvori v obseg. Če nanj kliknemo, nas vpraša, če res želimo pretvoriti tabelo v obseg in kliknemo Da. Ostala je sicer oblika, vendar če zdaj poskusimo izračunati to deljeno s to, vidimo, da nam izračune ne zapolni v celoten stolpec. In lahko sami kontroliramo, kaj želimo. Pa dajmo razveljaviti in si poglejmo še eden način, kako preoblikujemo nazaj v obseg. Postavimo se nekje v tabeli in z desnim klikom izberemo v spustnem meniju Tabela in Pretvori v obseg. Ko kliknemo Da, se zgodi isto, kot pa če kliknemo zgornji gumb. Tako, to je bilo vse za danes. Upam, da ste uživali v videu. Če ste, mu dajte thumbs up in pa ne pozabite se naročiti na kanal in spremljati mojo Facebook stran Office tečaji.